čakala, da koder sonce vodi, prepiri sveta bo pregna. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovani zbrani, pred 30 leti je bilo vroče kot danes, pa vseeno polno veselja in vznesenosti na eni in skrbi ter strahu na drugi strani. Pa vendar smo lahko danes v pogledu nazaj ponosni na vlado, ki jo je vodil 42-letni krščanski demokrat Lojze Peterle. Čeprav je obstala zgolj 2 leti, pa so, kot je zapisala novinarka in zgodovinarka doktorica Rosvita Pesek, za njo ostali plebiscit, slovenska vojska, nova valuta tolar, slovenska carina, slovenski potni list, slovenska narodna banka, odprto območje Kočevske reke, odprto sosvet, ki nas je mednarodno priznal, skratka, zapustila nam je državo, samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. V naši sredi želim prijeten pozdrav predsedniku 27-članske osamosvojitvene vlade, gospodu Lojzetu Peterletu. Tako kot pred 30 leti gospod Peterle z ekipo, ki je prevzela odgovornost, jo je v današnjem času predsednik Nove Slovenije in minister za obrambo magister Matej Tonin svojo ekipo, ki ga prav tako lepo pozdravljam. Pozdrav tudi gospe soprogi. Prisrčen pozdrav pa seveda vsem, ki ste oblikovali takratni čas. Ministri, poslanci Demosove koalicije, predvsem pa vsi krščanski demokrati. Številni spoštovani zbrani so bili narodni buditelji, zavzeti za slovenski jezik. Med njim je bil tudi blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki je v Celovškem semenišču, kjer je uvedel tečaj slovenskega jezika, mlade opozarjal. Prva tvoja domovina je materna dežela. Pomagaj svojemu kraju, v katerem si. Ne sramuj se ljudstva, ki je tvojega naroda, in svojega jezika ne pozabi, katerega so tebe, tvoja ljuba, mati naučili. In kaj lepšega je kot peti v slovenskem jeziku. Himno Republike Slovenije nam je zapela gospa Darja Gajšek, ki nam bo sedaj prepevala o tem, kako lepa je Slovenija. Prosim. Lepa so tvoja polja, lep je tvoj sanjski svet. Lepa si do vesolja, lepa si spet in spet. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Najlepša si moja dežela, lepa od mest si pa do vasi. Na zemlji bom svoji ostala, vse dokler ne zaprem oči.
Lepo je tvoje morje, lep je vsak tvoj pristan. Lepa so tvoja jutra, lepa si dan na dan. Lepe so tvoje rože, lep je odsev gora. Lepe so tvoje reke, lepa si do neba. Lepe so tvoje rože, lep je odsev gora. Lepe so tvoje reke, lepa si do neba. Najlepša si moja dežela, lepa od mest si pa do vasi. Na zemlji bom svoji ostala, vse dokler ne zaprem oči. Najlepša si moja dežela, zame najlepši si bil sveta. Tukaj živim, tu bom ostala. Najlepša si Slovenija, najlepša si Slovenija. Kako pomenljivo, spoštovani zbrani, je, da smo danes tukaj, kjer so pred 30 leti. Če se ne motim, me gospod predsednik popravite, tako je včeraj za enega od radijev dejal gospod Jelko Kacin, prav okrog tega Račjega otoka bili tovornjaki s strelivom. Verjeli ste v samostojno Slovenijo, čeprav niste pričakovali, da boste postali predsednik najpomembnejše vlade v zgodovini Slovenije. Gospod Lojze Peterle, prosim. Spoštovani gospod predsednik z gospo, spoštovani ministri, poslanki, poslanci, dragi prijatelji, dragi krščanski demokrati, dragi vsi, ki ste prispevali k temu, da lahko danes tukaj praznujemo. Ker je bil že omenjen tistile prostor, oziroma ta prostor, naj pojasnim najprej to. Tamle piše, da smo tukaj rekli končni da, čeprav smo od 16. maja, ko je moja vlada začela delali za osamosvojitev in demokratizacijo, ampak vmes so bili neki trenutki, ko smo pogledali situacijo in ko smo se odločali, kako naprej. In na tem mestu, ki se imenuje Račji otok, smo 28. aprila 91. rekli, vsak zase, vsak je bil vprašan, ali si za to, da gremo do konca, in smo se zmenili, smo se odločili, da gremo do konca. In ker smo se tako odločili, lahko danes tudi praznujemo. Ampak predno smo prišli do Račjega otoka, kjer so padle te končne odločitve, se je moralo zgoditi pa marsikaj drugega. Torej, gospa Gajškova, lepa hvala za ta izreden začetek, ki nas spominja na to, kako smo takrat, eni pravijo, lezli iz katakomb v javni prostor s svojimi vrednotami, svojimi načeli in svojo voljo. Ampak nismo samo prihajali ven z neko demokratično, svobodoljubno in domoljubno zavestjo. Mi smo tiste čase tudi veliko peli.
Kamorkoli smo prišli in šli smo tako rekoč od vasi do vasi, vse stranke, ki so se kasneje povezale v Demos, celo pomagali smo drug drugemu ustanavljati stranke, zato da bi pahljača prijela, da bi bila dovolj močna in je bila dovolj močna. In na teh večerih smo poslušali Prešerna, smo poslušali Cankarja. Jaz sem ga največkrat slišal iz ust Toneta Kuntnerja, ki ga štejem med prav posebne praznovalce slovenske samostojnosti, slovenske svobode. In krepili smo se s temi besedami, zavedajoč se, da podjetje ne bo tako enostavno. Spomnimo se, da je na dan, ko je bila izvoljena moja vlada, Jugoslovanska armada začela pobirati, oziroma večino orožja je pobrala slovenski teritorialni obrambi tisti dan, ko stara vlada ni več delala, ta nova pa še ni dobro začela. Treba bilo prav tudi primo predajo in tukaj časa imamo, da se lahko kakšnega detajla spomnimo. Jaz sem takrat zelo provociral Beograd, pa tudi kakšne ljubljanske kroge z odločitvijo, da bi bila v vladi Janša in Bavčar, ki sta prevzela izredno pomembne obrambne naloge in posel tudi dobro opravlja. Šinigoj, Dušan, bivši predsednik izvršnega sveta, je rekel, ne bo primo predaje, če sta ta dva zraven. In mi smo ta pogoj, če tako rečem, sprijeli iz zelo pragmatičnih razlogov, ker smo že vedeli, kaj se dogaja, kakšna je bila beograjska čestitka, smo rekli, prevzamemo, da bomo lahko čim prej začeli. In tako smo začeli 17. maja, en dan kasneje, že obrambne priprave. Če ne bi takrat začeli in pod različnimi delovnimi imeni pripravljali resnično slovensko vojsko, kakor sem jo jaz prepoznal in pozdravil 17. decembra 90, en teden pred plebiscitom, ko smo želeli pokazati, da imamo tudi realno silo. Torej, ne bi imeli takega moštva, takrat smo imeli že tudi nekaj oborožitve in ne bi mogli pokazati obrambe take, kot smo jo, zmagovite, ko je šlo zelo zares. Eni govorijo o 10-dnevni vojni. Zame je vojna trajala od 16. maja, ko so nam pobrali orožje. Kaj ti pomeni teritorialna obramba ali vojska, ki nima nič v rokah? Mi smo šli na pot osamosvojitve praznih rok. Hvala Bogu smo razumeli to čestitko prav, zato pravim, smo bili v trenutku preizkušnje dovolj pripravljeni. Imeli smo malo manj orožja ali pa predvsej manj orožja, ampak smo vedeli, zakaj ga je treba uporabljati in kako. In sem vesel, da smo takrat, tako rekoč v nekaj urah, postavili približno enako število vojakov, kot je bilo število, ki so šli nad Slovenijo, in teh je bilo okrog 22 000. Zdaj, jaz bi se, te dni je že marsikdo rekel, sem poslušal, kaj si povedal tle, pa kaj si povedal tam, ampak naj se tudi tukaj spomnim, da ni bilo take romantične enotnosti, čeprav je bil rezultat plebiscita zelo jasen in zavezujoč, take enotnosti, o kateri nekateri danes govorijo. Mi smo še spomladi poslušali po državnem radiju, glavnem radiju, Dober dan, žalost, travo bomo jedli in podobne stvari. Par dni pred proglasitvijo države je še padalo po Tonetu Drobniču, članu naše stranke in generalnem državnem tožilcu. Par dni predtem smo imeli veliko stavko industrije, se spominjam, so se tovornjaki in avtobusi vozili okrog vlade in parlamenta. Srednje šolce so angažirali proti našemu ministru Petru Venclju. Skratka, prav nič enotno in prijetno ni izgledalo tiste dni, v katerih nas je obiskal tudi predsednik Zveznega izvršnega sveta Ante Markovič
je rekel, bil sem v Ameriki, je rekel, razgovarao sam ja tamo i kažem ja vama, nećete dobiti ni $1. In tista seja z njim je bila precej mučna. Jaz sem ves čas govoril, taka je volja, taka je pot, tak je naš cilj, ampak jugoslovanska, takratna partijska in vojaška oblast ni hotela upoštevati lastne ustave, po kateri smo imeli pravico do samoodločbe in celo do odcepitve. Skratka, tisti junij je v mojem spominu ostal kot nek poseben čas, ko se je zgodovina zgostila, ampak se tudi prelila v novo kvaliteto. In rad bi vam povedal moje mnenje, ki ni samo moje, zakaj smo po, eni pravijo, stoletja smo sanjali. Jaz mislim, da smo sanjali in upali in si želeli in pričakovali, da bomo spet prišli do države od samega kraljestva naprej. Ne glede na to, kakšna je tista, eni pravijo, plemenska tvorba bila, ampak mi smo Slovenci že takrat, 1300 let prej, imeli neko formo. Mi smo v karantani nadaljevali tudi z obredom ustoličevanja koroških vojvod. Do 1414. je potekal obred še v slovenščini in ljudstvo je predajalo oblast knezu. Skratka, jaz mislim, da Prešeren ni brez podlage v svoji pesmi, se ni spomnil brez podlage tega dejstva in govori o samu. Mogoče mu je pa Čop še kaj na to temo povedal. Glejte, mi smo imeli leta 1848 je prišel na dan, oziroma smo formulirali prvi nacionalni program Zedinjene Slovenije. Takrat se ni dalo države narediti. Tudi taborsko gibanje, ki je močno dvignilo nacionalno zavest, je ni moglo postaviti. Leta 18, veste, kako je bilo? Zaposlili smo Dunaj, Krek in drugi z idejo o preureditvi monarhije v tridelno državo, ampak monarhija je bila preveč na koncu, da bi razumela tako sporočilo in s tem ni bilo nič. Potem smo imeli nekaj dni slovensko narodno vlado, potem pa, veste, najprej državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, potem pa kmalu kraljevino Jugoslavije, ki je kmalu postala srbska diktatura. Kako je bilo? Ampak vmes je pa Slovenska ljudska stranka prišla na dan, mislim, da leta 1933, s tako imenovanimi slovenskimi punktacijami, ki so zelo dišale po suverenosti. Kako je bilo 45. vemo. No in v tem času komunistične diktature se državotvorna misel ni izgubila. Res, da je bila malo, rekel, bolj na tihem doma in jaz se spominjam, ko smo vprašali na brucovanju zgodovinarjev naše profesore Grafenaurja, Cvitra, Gestrina, kako bi izgledala samostojna Slovenija, so se kar stresili, so rekli, fantje, bodite realisti, ne sanjati, to ni mogoče. Potem bi rad omenil, recimo, 4 kristjani iz Rima, Križnik, Rebernik, ki je še živ, neki gospod Valant in neki gospod Žužek, ki je umrl, 2 sta še živa, so napisali 68. leta knjižico, ki je imela naslov Slovenija kam 68. In ti ljudje so pozvali k slovenskemu državotvornemu gibanju tudi partijo kot edino dovoljeno silo in so napovedali, da bo slovenska država nastala čez 20 let. Zmotili so se za 2 leti, le kako so vedeli. Podobno je Franc Jeza govoril, da se bo zgodil čudež, pa se je. No in zakaj omenjam to knjižico? Tudi zato, ker je prišla ven v Trstu in smo jo tam dobivali čez mejo. Je bila seveda zelo nevarna, kot je bil sploh takovani emigrantski tisk, ampak želim povedati, da je ta misel državotvorna o slovenski lastni demokratični državi živela
med Slovenci je bila izrazito močna v Argentini, v Kanadi, kjer je izhajala slovenska država, tudi v Avstraliji, v Združenih državah Amerike in tako naprej. Skratka, ni se vse začelo s kakšnim posebnim dejstvom. Ne? Ob obletnicah se zelo rado pove, da se je recimo vse skupaj začelo z revijo 57 ali se je začelo s procesom JBTZ in tako naprej. Jaz mislim, da če pošteno, realistično pogledamo, vidimo veliko tokov, veliko silnic, gibanj, duhovnih in drugačnih, ki so se na koncu stekla v slovensko pomlad in njen izjemen rezultat. Jaz sem te dni povedal nekaj, pa bom ponovil še tukaj, ker niste tega mogoče vsi slišali. Jaz sem se zahvalil na maši za domovino z dovoljenjem nadškofa Zoreta za tisto, kar je dala slovenska cerkev v času ideološkega in političnega enoumja in se ni postavila na stran človekovih pravic, spoštovanja človekovega dostojanstva, pravice do samoodločbe šele leta 90. Ni se priključila demosu, bi jaz rekel, ampak je ves ta čas vzgajala ljudi v svobodnem duhu, v spoštovanju do dostojanstva drugega in je s tem postavila oziroma ohranjala en temelj, eno zavest, ene vrednote, ena načela, iz česar se je potem razvila množična podpora slovenski pomladi tudi v političnem smislu. Jaz kristjanov ne jemljem za enotno politično kategorijo, velikih jih je šlo v Omanovo stranko, ki je nastala prvo, oziroma je bila takrat zveza, ampak takrat se niti stranka še nismo smeli imenovati. Potem še več jih je šlo v SKD. Jaz sem ponosen in hvaležen, da smo dali slovenski pomladi in projektu osamosvojitve največ glasov. In tega nas ne bilo treba biti sram. Saj mislim, da nas ni, ampak nekako nismo navajeni, da govorili zelo močno o svojih močnih točkah, če tako rečem. No in jaz bi rad povedal še nekaj, da ker beremo v zadnjem času, izhajajo razni zborniki, intervjuji in tako naprej. In sem parkrat prebral, da je desna, tako ena konzervativna stran prispevala množico. Ne? Eni pravijo maso, eni pravijo glasove. Jaz to vidim malce drugače. Hvala Bogu smo prispevali toliko glasov, če ne iz vsega skupaj ne bi nič bilo. Ampak za temi glasovi so stale vrednote, iz te glasove so spremljali koncepti, drugačen koncept moči, kot smo ga bili navajeni prej, in ob teh glasovih ali s temi glasovi so nastopali voditelji, krščanski demokrati na vseh nivojih. Od vlade do občine smo prevzeli funkcije, na tisoče kandidatov je kandidiralo potem za občinske svete, pokrili smo vso Slovenijo s poslanskimi kandidati in tako naprej. Tako da jaz sem za to, da majčkeno bolj natančno pogledamo in povemo, kaj smo takrat naredili oziroma zakaj je takrat šlo. In če mi takrat ne bi dali večinske podpore demosu, bi ostali pri sanjah, bi ostali pri pričakovanjih, kakšno pesem bi še napisali, kaj bi obžalovali, ampak zakaj to poudarjam? Zato, ker želim povedati, da so šele 8. aprila 90. leta z zmago demosa nastopili politični predpogoji za osamosvojitev. In prvič v zgodovini je imel slovenski narod priliko, da se odloči, ali gre s tistimi, ki hočejo državo, ali gre s tistimi, ki hočejo Slovenijo v nekoliko spremenjeni Jugoslaviji. Hvala Bogu so se odločili za demos, za državo, zato je demos prevzel zakonodajno in izvršilno oblast. In jaz trdim, da je bila tukaj po politični odgovornosti ključna vlada, ne zato, ker sem jo jaz vodil, veste, da sem to ponudil celo Pučniku iz že znanih razlogov, pa tega ni sprejel.
tako da meni ne more nihče reči, da sem bil privezan na kakšno super idejo. Jaz nisem nikoli sanjal, da bom predsednik vlade, pa tudi ne, da bi moral biti. Ne. Je bilo pa nekaj takih sanj v naši okolici in te sanje se še niso pomirile. Kot vidimo, če beremo pravkar izdano knjigo Enciklopedija osamosvojitve ali njeno internetno relacijo, pa vidite, da se en moj minister ukvarja z mojim življenjepisom in da zaposluje Slovenijo z lažjo, da je Demos prvi zapustila SKD. Torej, ne bom, kako se je bila tista oddaja, še pomnite, tovariši, ne? Torej, tega jaz ne pomnim in tudi avtor tega zapisa pozablja na prvo Drnovškovo vlado, ne? Ko so dejansko ilustrirali samo nas. Samo krščanski demokrati nismo bili v prvi Drnovškovi vladi. Tudi SLS je imela enega ministra, ki se je pisal Jeraj, ne? Samo mi smo zunaj ostali in zdaj beremo, da smo prvi zapustili Demos. To sem hotel v tej priliki povedati in mi je rekel predsednik Tonin, je rekel, govor kolikor češ. In sem to zares vzel in ker ni nujno, da bi se za 40-letnico ali za 50-letnico še takole dobili, izkoriščam to mogoče zadnjo priliko, da vam zdaj povem, kako je bilo. Ne? In bi zase, ker se že govori o biografiji in zvečer boste videli en, upam, da zanimiv in pošten film, ki ga je naredila Rozvita Pesek, režiral pa gospod Hren. Jaz nimam sebe za zelo korajženega, zelo pogumnega človeka. Sem pa tak, da grem za tistim, kar sem spoznal, da je prav in da je treba narediti. In tako sem delal in tako sem tudi vodil to vlado, v kateri smo bili kdaj pa kdaj tudi različni, lahko tudi, bi rekel, divje različni, če tako rečem, ampak zmeraj smo našli skupen imenovalec v smeri skupnega cilja in hvala Bogu smo trajali vsaj eno dobro leto, ker takoj po proglasitvi države, po vojni, so se že začele pobude za zamenjavo vlade, za razpust Demosa, kar se vse tudi zgodilo, da ne govorim o silnem pozivu Spomenke Hribar spomladi 92, ustavimo desnico. Jaz bi tako rekel, in to je še en poudarek, min katerega danes ne morem. Veliko jih je bilo za osamosvojitev, za samostojno državo, tudi med komunisti, ker so videli, da ne gre več naprej. In še en mimogrede, glejte, Jugoslavije niso pokončali demokrati, to ima Zahod napačno predstavo. Jugoslavijo so pokopali komunisti, ker se niso mogli zmeniti, kako naprej. Milošević je pogruntal nacionalno idejo, pa je rekel, kjer so srbski grobovi, pač v skladu z memorandumom SANU, ne, tam je srbska država in ta koncept je bil zelo nevaren in ko so ukinili avtonomijo Kosova in Vojvodine, je to imelo pač seveda tudi politične posledice. No in jaz sem vesel, to je pa najboljši zvok za Dolenca, ki ga lahko sliši. Skratka, razumem, da moram počasi končati. Ampak predno končam, torej, lejte, takole bom rekel, res iskrena hvala vsem, ki ste kjerkoli, kakorkoli v tistem času ali pa že prej pač držali tisto linijo, ki je pripeljala k zmagovitemu rezultatu. Ni bilo povsod enostavno, marsikje je kdo rekel, Lojze, pa tole ni za kristjane, to je za ene druge ljudi. Lejte, nas so, bi rekel, partije je mečken le uspela s tem, da je vera zasebna zadeva, za 1 uro na teden, ne, v nedeljo recimo, drugo pa dajte mir. Ne. Mi pa smo želeli vero kot osebno zadevo, za cel teden, ne samo za v nedeljah. Ne. No in recimo, ne vem, če je tukaj Peter Metliković z nami,
ampak jaz se spomnim, ko smo v Kranju ustanavljali odbor, je njegova žena tiste dni rodila in so njo klicali in so se predstavili Rdeči eskadron in so rekli, vašega bomo pokončali, če bo tole delal. Ne? Pa ni bila edina, ki to slišala, ne bom govoril, kaj je bilo z mojimi starši, ali pa bom le povedal, so jim grozili smrtjo še potem, ko sem bil predsednik vlade. Ne? Veste, ta tranzicija tudi po tej plati kaže, da ni še končana. No in nisem prej misli končal. Velikih je bilo za samostojnost, veliko manj pa za demokratično preobrazbo. In zato je naloga tistih, ki stavimo oziroma živimo demokrščanske vrednote in principe, da s to tranzicijo nadaljujemo. In jaz sem vesel, da imamo v vladi 3 ministre, da imamo v parlamentu močno ekipo z jasnimi cilji, z jasnimi vrednotami in želim, da bi stranki uspevala ena nova prebojnost, bi rekel, ki bi prepričevala ljudi, jih nagovarjala za tisto, kar je treba še narediti. Zdaj imam pa še eno posebno dolžnost, moram reči, si ti pa venih sumanci. Gospod, ki bo zdaj le tukaj le stopil, bienvenido. Tale gospod se piše Arnaud Danjean in je doma iz Burgundije, no? Smo slišali za maš prej, ne? In ta mož je bil študent Sciences Politiques, no? Ja, je študiral politične vede. En francoski FSP, to ni bilo, mislim, se veste, tam je bila šola vse malo drugačna, ne? In on se je odločil, da bo zraven, ko bodo Slovenci proglasili državo. In je prišel in je bil edini Francoz z nami na Trgu Republike. Ja. Kasneje je bil pa nekaj let vodja francoske obveščevalne službe za Zahodni Balkan, potem pa sva mi bila oba 10 let, 10 let sva bila skupaj v Evropskem parlamentu in on je še poslanec, jaz nisem, ampak sem vesel, da je prišel, jutri bo praznoval z nami, se bo dobil tudi z ministrom, ker ga varnostne zadeve zelo zanimajo. In povem še nekaj, da bo prišel jutri tudi Alain Lamassoure, to je pa francoski minister za evropske zadeve, ki je prinesel prvo evropsko zastavo v Slovenijo pred 30 leti in to v času vojne. Ne? Tako da omeljeno francosko prezenco, bi rekel, ki sem je zelo vesel in ta minister nam je pomagal, da smo se izločili iz jugoslovanskega paketa in se lahko začeli pogajati za polnopravno članstvo v Evropski zvezi. Tako, zdaj mislim, da pa dosti Peter leta, ne, in slišim še druge zvoke, poleg unih. Torej, prijatelji, še enkrat lepa hvala za to, kar ste tvegali takrat, kar držite danes. Jaz sem ponosen na SKD, ki je tudi zato, bom še enkrat poudaril, ker je prišla z drugim konceptom moči. Koncept moči, moč, ki služi skupnosti, ki služi skupnemu dobru, ne komandi, ne kontroli, ne prevladovanju, ampak mi smo razumeli moč politično kot sredstvo, ne kot cilj. In dokler moč razumeš tako, do takrat imajo lahko ljudje vate tudi zaupanje. In jaz želim Novi Sloveniji, da promovira in prakticira ta tip moči, pa bomo imeli močno zaupanje ljudi. Torej, če bi napisal gor, bi bil krajši, ampak hvala lepa. Pred 30 leti sploh ni bilo časa govorov pisati, ne? In sem rekel, tudi danes ga ne bom povedal, kar se je nabralo v srcu in okrog njega.
Nisem vam vsega povedal, ker bi se dal še kaj povedati, ampak res uživam, ko vidim toliko obrazov, ki so držali takrat in vlekli štrik v pravo smer, oziroma v isto smer. Ne? In iz tega mislim, da lahko tudi še kakšen navdih pride za nova dejanja, nove uspehe. In vam čestitam k dnevu slovenske suverene državnosti, dnevu državnosti. Vam želim, da bili čim bolj zdravi, skrbite za odpornost, ne dajte se, dobro vladajte in dobro se pripravite oziroma pripravimo na volitve. Naj živi svobodna in samostojna in demokratična Slovenija. Bog jo živi. Hvala. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Hvala lepa. Naj bo res tako. Tudi jaz sem zelo ponosen, da sem letnik Slovenije. Tudi jaz letos praznujem 30. In sva pripravila eno, ko jo vsi znamo, tako da mečken zamrmrate, lahko zraven, se vem, da je tak protokolaren dogodek, ampak taka neuradna slovenska himna, ne? Recimo temu, ki nas je ponesla v svet. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma, se s hribo daljave zazre,
prek kričev dolin gora, daljavi še modro morje vzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil živo si svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer smo doma. Je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Hvala. Hvala lepa. Da, res je lepo biti med iskrenimi ljudmi in se zavedati lepot, ki jih ima naša domovina. Iskrena hvala gospod Aleks Volasko ter gospa Saša Lešnjek Volasko za glasbeni utrinek. Še en aplavz. In 24.111 je letos tistih, ki bo praznovalo 30. rojstni dan, tako kot Aleks Volasko. Vse najboljše. Biti krščanski demokrat je verjeti v ljudi, verjeti v dobro in lepo. Če se motim, me bo gotovo popravil prvi mož Nove Slovenije, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za obrambo magister Matej Tonin. Dober dan, spoštovani krščanski demokrati, Lojze in vsi, ki ste bili njegovi soborci v preteklosti. Tam naprej mi je glavni tajnik prišepnil na uho, kako dolg bom. Sem rekel, se razumeš, da ne moram biti tako temeljit, kot je bil Lojze. On ima vendarle 30-letno zgodovino. Jaz sem šele na začetku. Ampak vendarle je potrebno nekaj stvari poudariti, ki se mi zdijo pomembne. Sam se čutim za velikega srečneža. Najverjetneje me boste razumeli, da sem kot mlad fant v tistih časih, ko se je Slovenija osamosvajala, namesto z očetom gledal nogometne, košarkarske in druge tekme, da sva skupaj z očetom gledala dnevnike in vse te stvari, ki so se dogajale okrog osamosvajanja. Lojzeta
in vse ostale krščanske demokrate sem gledal skoraj kot bogove. Z velikim strahom, spoštovanjem, imel sem jih za izjemne ljudi. In nikoli nisem verjel, da bom kdaj v življenju takšen srečnež, da bomo lahko z ustanovnimi očeti naše domovine prekorakali del politične poti tudi skupaj. Zato se imam sam za izjemno srečno generacijo in sem hvaležen tudi krščanskim demokratom, da so imeli tudi čut za mlade. Druga stvar, ki se mi zdi pomembno poudariti, je, da se vedno znova zavedamo, da nam nič ni bilo podarjeno. Nič ni bilo podarjeno. Osamosvojitveno vojno smo morali izbojevati sami, za mednarodno priznanje smo si morali trdo prizadevati in nihče krščanskim demokratom ne more vzeti tistega bistvenega. To pa je, da so bili jedro in središče osamosvojitvenih procesov, da so imeli predsednika vlade, ki je vse te procese peljal. V eni izmed mojih knjig pišem, da ne samo, da sem bil jaz srečnež, tudi Slovenija je bila srečna, da je na prvo mesto v tistih častih postavila krščanske demokrate. Zakaj? To niso bili šolani ljudje v smislu politike, seveda so imeli druge poklice, niso bili politično preračunljivi, ampak so imeli en in zelo enostaven cilj, to pa je svobodna in neodvisna Slovenija. Zastavili so se cilj in k temu cilju tudi stremeli in ga dosegli. Tretji poudarek. Enotnost, različnost. Zdi se mi pomembno, da kot demokratična, odprta zahodna družba gradimo na različnosti. Različnost je nekaj dobrega, ker nas lahko bogati, ker prispeva k temu, da naše ideje tekmujejo, se izboljšujejo, se nadgrajujejo. Zato je različnost tista, ki prispeva k temu, da naša družba raste. In različnost nas more bogateti, ne pa deliti. In to je moj apel, za katerega verjamem, da ga krščanski demokrati razumemo, da kljub temu, da smo različni in nobene potrebe, da smo večno razdaljeni. In to je Lojze in krščanski demokrati so razumeli že 30 in več let nazaj. Zato od krščanskih demokratov niste videli nobene maščevalne poteze in nobene revizijske politike. Jaz mislim, da je bilo to za dobro in prihodnost Slovenije ena izmed ključnih stvari in sem hvaležen tudi našim predhodnikom. Čutim pa, da moramo biti krščanski demokrati tisti, ki na to vedno znova opozarjamo, da je dialog potreben, da je sodelovanje potrebno, ker če se bomo pogovarjali, se bomo bolje razumeli. Ko se bomo pa razumeli, bomo lažje dosegali vse tiste cilje, ki se jih zastavimo. In to je, da Slovenija zelo hitro in z velikimi koraki napreduje. In moja zadnja misel, krščanski demokrati smo posebni tudi po eni stvari, da ne gradimo kultov osebnosti, ampak da se združujemo okrog ideje krščanske demokracije. In če kaj, potem smo lahko ponosni na to, da nam je uspel miren prenos iz ene na drugo generacijo. V tem se je pokazala velika zrelost, velika modrost naše politične opcije. Da so ustanovni očetje Lojze in njegovi kolegi, ki jim bomo od danes dalje širom Slovenije postavljali spomenike in po njih poimenovali različne ulice, da so nam utirali pot, da pa imamo danes dolžnost mi, da to državo razvijamo, da jo delamo dobro. Morda je bila danes majhna simbolika, da so krščanski demokrati danes znova vodili vlado. Jaz upam, da bo kmalu prišel čas, ko to ne bo samo stvar ene seje vlade, ampak stvar večjih let, ker kadarkoli so vlado vodili krščanski demokrati, je bila Slovenija v dobrih rokah.
Danes je prazničen dan, danes je praznik naše domovine in zato vse skupaj iskreno prosim, da ko praznuje naša domovina, naša mati, dajmo poudarjati dobre, lepe stvari, tiste stvari, ki nas povezujemo. Hvala vam, ker ste prišli, sem vam hvaležen, posebno tebi Lojze, za vse, ker si storil za Slovenijo. Tudi zaradi tebe je Slovenija danes takšna, kot je in smo ti vsi skupaj izjemno hvaležni. Naj živi naša Slovenija in vse najboljše Slovenija. Iskrena hvala, magister Matej Tonin. Veliko je tistih, ki so krojili samostojno pot, pa so žal že odšli. Med njimi je tudi gospod Anton Drobnič. Založba Družina je prav v teh dneh izdala knjigo z naslovom Mož neoklonljivih ramen, pogovor s Francetom Pibernikom. Pogovori z Antonom Drobničem odkrivajo tisti del generacije, ki je doživela drugo svetovno vojno, komunistično revolucijo in povojne poboje, občutila teror totalitarnega komunističnega režima in se borila za osamosvojitev slovenske države. Dovolite mi, spoštovani zbrani, da ta uradni del srečanja sklenem z besedami literarnega zgodovinarja Franceta Koblarja. Vsega bridkega smo izkusili čez mero. Zato se otresimo senc in strasti, stopimo dostojno na prahu svobodo, ki naj bo luč, sreča, ki naj se dviga, druži in ustvarja najlepša dela. Najlepše delo je dober in plemenit človek, sam Bog ga je takšnega postavil. Svoboda, pravica, dobrota so neločljive, vse ena sama, tako bodi v Novi Sloveniji. Tako so hoteli naši največji duhovi, Prešeren in Levstik, Janez Evangelist Krek in Ivan Cankar. Za tako Slovenijo so klesali kamen in prinašali svoj trud vsi mali narodni delavci. Za tako domovino so umirali junaki in močenci teh dni. Te domovine bodimo vredni vsi, mrtvim v večno zahvalo, živim v novo življenje. Začeli smo, spoštovani zbrani, s pesmijo in tako bomo tudi sklenili. Gospa Darja Gajšek je za danes pripravila kar 2 svoji skladbi. Je pevka, ki srcem prepeva domovinske pesmi, za obe je besedilo prispeval Igor Pirkovič, glasbo pa Goran Šarec in pesem domovini, ki jo bomo slišali sedaj, bomo lahko slišali tudi ob sklepu jutrišnje državne proslave. Počaščeni in ponosni smo. Prosim. Našim dedom v ponos smo dobili.